Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Pozdravljeni v podcastu Mladost na kmetiji. Danes se nahajamo v Trčovi pri Malečniku, kjer se je med češnjevimi drevesi, rdečimi paradižniki ter brnčanju čebel pričela razvijati zgodba mlade čebelarke Karin Glazer. Živijo, Karin. Živijo, zdravo. O pomoči partnerja Jana ter staršev Karin nadaljuje s čebelarjenjem, kateremu je dodala pridih inovativnosti. Njena zgodba ni samo zgodba o medu, je zgodba o povezani družini, vztrajnem delu, izvirnih idejah, ljubezni do narave ter zgodba o mladi čebelarki, ki v podeželju še vedno vidi prihodnost. V naslednjih minutah bomo več zvedeli o Karin Glazer. Jaz sem Karin spoznala lansko jesen in opisala bi jo z besedami srčna, iskrena ter pridna kot njene čebele. Karin, kaj pa bi ti k temu dodala? Ja, jaz bi k temu izčrpnemu opisu dodala šele to, da sem z leti postajam vedno bolj skromna. Vedno bolj mi pomeni tisti čas, ki ga preživljam z osebami, ki mi ogromno pomenijo, in pa tisti čas za stvari, v katerih se dobro počutim, ki me polnijo in ne praznijo. Pa to, da se zelo nerada hvalim pa izpostavljam, čeprav mi marsikdo od bližnjih reče, pa daj, Karin, malo se pohvali. Ja, ampak še vedno velja tisti pregovor, skromnost je lepa čednost, kot da ti se jo kar držiš. Res je. Tale domačija, kjer se nahajamo, leži v kraju Trčova pri Malečniku. Vpišeš, kje točno smo. V bistvu tlele vidimo iz tele verande skoraj cel Maribor in Pohorje. Poveš malo več? Ja, v bistvu Malečnik je predmestje Maribora. Zdaj z Matejem imamo res, žal naši poslušalci tega ne vidijo, res lep pogled, ki ga se jaz nikoli ne naveličam, ne zjutraj, ne zvečer. Smo pa v Malečnik je znan po Vinski cesti, oziroma natančneje Vodole. In v bistvu Trčova pa spada, mislim, je vas zraven Malečnika in druži nas krajevna skupnost. Lepo, to je lih tako malo dvignjeno nad Malečnikom. V bistvu greš kar po strmi poti kot na Mali Vršič. Tako, v bistvu od začetka Trčove je ravnina, potem pa se počasi vzpenjamo. In tu, kjer smo mi, smo na hribu in obdani z sadovnjaki. V bistvu naša hiša je obdana z sadovnjaki, praktično. Sliši se idilično, pa tudi je idilično. S kom vse pa živiš na kmetiji? Trenutno tukaj živim jaz, moja dva starša in moj partner, s katerim smo si pred kratkim tukaj tudi ustvarila svoj dom. Imaš pa tudi v bistvu starejšo sestro, ki pa je že zapustila domače gnezdo. Poveš mogoče malo o njej, kakšno otroštvo sta tukaj imeli? Ja, imam 7 let pa pol starejšo sestro, ki živi v bližnjem kraju, kar mi je super, zato ker smo zelo povezani in se velikokrat lahko vidimo. Najino otroštvo je bilo preprosto, prijetno, starša sta nas res zelo lepo vzgojila, dala sta nama tisto skromnost, pa tudi empatijo. Bile smo povezane z naravo, konstantno zunaj. Smo se pa velikokrat tudi šalile. Jaz sem od malih nog pravila, da bom tukaj ostala doma. In moja sestra je rekla, kaj pa če boš dobila partnerja, ki pa ne bo želel živeti tukaj. In vedno sem pravila, bom pa tako dolgo iskala in evo mi je uspelo. Uspelo ti je, pa niti nisi tako dolgo iskala, se mi zdi. Ja, res je. Če povemo še malo o zgodovini te domačije. To domačijo je v bistvu kupila tvoja babica. Res je. In sprva je bil tu tudi vinograd ter njive. Kako pa se je to potem spreminjalo skozi leta? V bistvu tukaj, ko je zdaj hiša, je bil vikend, katerega je kupila moja babica. Bil je vinograd in njivske površine. Kasneje, ko pa sta starša se odločila, da bo to njun dom, pa sta se odločila, da bosta naredila iz vinograda sadovnjak. Zdaj tudi naš sosed
ima velik sadovnjak in jima je takrat on priskočil na pomoč z stroko in nasveti. In tako se je začela naša zgodba. Najprej z malim sadovnjakom, pol večjim sadovnjakom, potem nekaj dokupljenih njivskih površin, potem pa tudi čebele. In na teh njivskih površinah imate tudi zelenjavo. Tako, zdaj imamo tudi nekaj rastlinjakov, kjer raste sezonska zelenjava. Zdaj imamo že posajen paradižnik, papriko, potem je solata, redkvica, mlada čebula, tako da se spreminja. Pozimi radič in tako dalje. Nekako predvidevam, da vsi pomagate doma na domačiji. Kako si razdelite delo, kdo ima kaj čez? Ja, v bistvu smo tako zelo vsi vpeti. Zdaj, ker sem hodila tudi na kmetijsko fakulteto, z očetom skupaj reževa drevesa, potem imamo skupaj čebelarstvo, torej tu smo mi dva glavna, bom rekla. Mama pa je bolj predana rastlinjakom, tudi največ znanja ima v tem. Potem moj Jan, on pa je velik ljubitelj strojev in kmetijske mehanizacije, tako da on pa je domač tam in nam pomaga z vsem. Tudi ko pride kakšna težava, kdaj z traktorjem, to vse on uredi sam, ker je mehanik po poklicu, ampak tudi samouk v popravljanju strojev. Zelo je dobro na kmetiji imeti različne stroke, ker ti vse prav pride, do električarja, vodovodarja, sploh pa strojnik. Tako da si kar dobro našla. To je res. Ja, v bistvu od začetka me je bilo malo, bom rekla, strah, ker je en fant in je izkazal tudi velik strah do čebelarstva, do čebel. Ampak glede na to, da tako dobro vlada druge stvari, mislim, da je to tudi super. No, super ste se. O Janu bova še potem kaj povedala, ga pa razumem to glede čebel. Če ne poznaš živalic, se potem kar malo bojiš, tako da imaš malo respekta. Ja. Ampak se je pa drugje našel, lepo. Omenjali smo zelenjavo, pa tudi vse ostale čebelarske izdelke. Te izdelke prodajate pa tudi na tržnici, na Koroškem. Kakšna je ta povezava, kako to izgleda? Ja, moj oče prihaja iz Koroške in on je že od malih nog vpet tudi bil tam v čebelarstvu, ker na njihovi domačiji je v bistvu znanec imel na paši čebele. In je v bistvu on kot otrok bil vsak dan pri njem in mu je pomagal. Kasneje pa je gospod, ker je bil že starejši, čebelarstvo predal bratu, torej mojemu stricu, in je on ustvarjal kar veliko čebelarstvo. No, potem se je moj oče odselil, ampak ljubezen do čebelarstva in želja potem, da bo imel nekoč svoje čebelarstvo, pa je ostala in to mu je potem tudi uspelo. Ja, z prodajo smo pa začeli na Koroškem, ker je tam večje povpraševanje, tudi na primer češnje, tam ne uspevajo tako dobro zaradi, ker je bolj hladno, tam je bolj razvita živinoreja. Se pravi, čebele pasete tam in hkrati še prodajate izdelke. Tako. Ja, Koroška je majčkeno višje ležeča, hladnejša in imajo nekako drugačne. Zadnja leta tudi že pri nas so težave z pozebo, kaj šele tam. Tudi tle so težave? Ja, tudi pri nas. Letos smo imeli res srečo, čeprav tudi določene kotline je že zajela ta zadnja slana, ko je bila. Na Koroškem pa je, mislim, da pred 14 dnevi, to nazadnje, ko je bila takšna ohladitev, je bil minus. Ja, tudi pri nas je bilo letos malo minusa, se mi zdi, da sploh sadjarstvo zadnja leta res bi rekla, pokasira takratko. In ničen pridelek imaš za tisto leto in še naslednjo se potem pozna, ko je huda pozeba. Tako da tle kar sočustvujem sadjarji, je to kar taka težka panoga. Ja, res je, v bistvu drevo moraš ti čez celo leto vzgajati, za njega skrbeti, škropiti, gnojiti, tudi če ti pozebe in ti nimaš pridelka, gnojiš pa škropiti pa moraš. Stroške pa še vseeno, da. Ja.
tako, bom rekla, ker sem vinogradnica, da je tudi vinograd je tudi Ja. tako in je tudi žalostno potem. Nimaš veselje toliko delati, ko je pa lepa letina, si pa tako srečen, da bi pa še kar ustrajal. Ja, pa še sploh toča v poletnih mesecih Ja. naredi svoje. Ja, pa sploh se mi zdi zadnja leta veliko več teh ujem, kot je bilo včasih. Ja. V otroštvu se mi zdi, da ni bilo toliko, no nimamo spominu. Ne, jaz tudi ne, sploh ta veter zadnja leta je kar je. Se pravi, omenili smo tržnico, kako ti je pa delati z ljudmi na tržnici, tudi ti prodajaš? Ja, ponavadi sem ob sobotah jaz na tržnici, super mi je. Komunikacija z strankami je v 90% prijetna in imamo skozi 20 let smo ustvarili neki svoj krog ljudi, ki so naše stranke in naši ljudje in mislim, da se začutimo med sabo. Tako da je meni prodaja na tržnici nekaj posebnega in res odličnega. No. In tudi v bistvu nafila človeka z energijo in voljo, se mi zdi. Ja, napolni ga zelo, sploh če res so tiste pristne stranke, s katerimi tudi rečeš besedo dve, si izmenjaš kakšen recept, sploh ženske smo take, da rade kakšno rečemo na temo recepta. Ja, res je. In je zelo prijetno. Bi rekla, si prav predstavljam te, da ti to kar obvladaš in da si rada med ljudmi in da je tudi obratno, da so stranke zadovoljne. Ja, z mamo se ponavadi zdaj v zadnjih letih menjujeva in večkrat, če so bila obdobja, ko sem jaz bila več ali pa ona, so potem pogrešali. In eno in drugo najbrž. Eno in drugo, ja. Ljudje se navadijo in to zaupanje potem gradi močne vezi med v bistvu pridelovalcem pa potrošnikom, če tako rečem. Tako. Super. Bomo mogoče nadaljevali malo z tvojim otroštvom med čebelami, kako bi ga opisala oziroma kako je izgledalo to tvoje otroštvo. Takrat, če ni bilo toliko med čebelami kot zdaj, ne? Ja, takrat, če je bilo to bolj malo, ampak že takrat jaz sem z začetkom, sploh v poletnih mesecih počitnica, sva z začetkom nabirala breskve, tega se tako spomnim. In midva sva se vedno pri nabiranju pogovarjala o čebelah, kakšna povezava je med pridelkom in na primer opraševalci, da če je dobro oprašeno drevo, potem je dober sadež, pridelek in kako je pomembno. In s tem sem rasla in potem se je tudi v meni začela razvijati ta ljubezen do čebelarstva, sadja. Čebelarici pričela potem šele nekje pri 20 letih? Kako je to potem te pritegnilo? Ja, takrat sem bila v prvem letniku dodiplomskega študija na kmetijski fakulteti tukaj v Mariboru, ker sem študirala smer vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo na prvi stopnji. In smo imeli tudi izbirne predmete čebelarstvo. In takrat sem se jaz odločila, ker sem že bila doma vpeta v točenje, v preglede malo manj. Takrat sem se pa jaz odločila, da želim tudi iti v raziskovalno smer in kaj tudi na faksu raziskovati, se bolj strokovno podkovati. In takrat sem pa popolnoma padla v čebelarstvo. Tudi diplomirala si iz čebelarstva, ne? Ja, na prvi stopnji smo imeli različne vrste medu in senzorično vrednotenje medu. Tam smo želeli, naš največji cilj je bil, da ugotovimo, kakšna je všečnost različnih vrst medu in kako se to tudi spreminja glede starosti oziroma kako se z starostjo to spreminja. Tako da mi je ta naloga bila zelo ljuba, no. Imeli smo lipov med, gozdni med, hojev med in kostanjev med. In zanimalo me je, kakšna bo všečnost pri kostanjevem medu, zato ker kostanjev med je specifičen grenek. In bom rekla, da najbolj so ga prepoznali mladi. Vse to smo tudi ugotovili zaradi te senzorične občutljivosti, ker se spreminja z leti. Ja, slabša. In tudi mlajši, kar nekaj mladih je reklo, da jim je ta kostanjev med
tudi všeč, kar me je presenetilo, ker meni osebno mi ni najbolj ljub tako v čaj ali na kruh, ampak me je presenetilo, no, da jim je bil všeč. Ženskam pa predvsem je akacija tista. Lih to se hotela vprašati, če ste po spolu še kaj Tudi po razvozlali spolu. ven. Ja. Ja, sicer so bile manjše razlike, ampak ja, akacija edino po barvi je najmanj privlačna, ker je taka bolj bistra. Ampak bi se kar strinjala, meni tudi akacija je prijetna. Ja, tudi meni je akacija najljubše po okusu. No. Res? Ja, no, pol je nekaj na tem. Pa tudi naslednjo stopnjo, magisterij si potem delala v to smer, ne? Ja, tako je. Tam pa sem želela nadgraditi in smo šli v različne vrste medenih likerjev z različnimi alkoholnimi stopnjami. Tako da ta naloga mi je bila tudi zelo všeč. Mislim, tukaj je receptura, je pa takšna, da najboljše je pa tukaj kostanja med, zato ker ima največ arome. In v alkoholu zgubi tisto grenkobo, ampak da pa najboljši okus, aromatičnost. Ja. In je najbolj zaželen in tudi takšne rezultate smo potem dobili. To sploh ne bi pomislila, pač medička. Ja. Noro. Kako pa je potem to izgledalo, kako si to teorijo, prakso prelevila oziroma kako sta potem z očetom prišla tukaj skupaj? Pri začetku čebelarjenja. Pri začetku čebelarjenja. Ja, moj oče je zelo dober mentor in odličen praktik. Wow. Jaz sem pa šla v teorijo, torej knjige, prebrala sem kakšne raziskave, na fakulteti sem bila vpletena, na dosti predavanj sem hodila tudi tako preko zveze čebelarske. No in tu sva se združila, ne. Jaz sem mu pri čebelnjaku postavljala vprašanja, podvprašanja, še podvprašanja. On pa mi je potem poskušal odgovoriti, pa zelo sem ga opazovala. Se pravi, on je zelo dober praktik, ampak rabi pa malo, nima pa tiste najboljše predavateljske žilice in tu sva se bolj dopolnila. In tudi mogoče komu, ki zdaj pride k nama po kakšen nasvet, se združimo in skupaj smo, bom rekla, popoln par pri čebelarjenju. Res dober tandem. Ja. Noro. Lepo, da ti je tako stal ob strani in pomagal in da ga ni ustrašilo to tvoje teoretsko znanje, da je zagrizel v to, da ti razloži in pomaga. Ja, ker v bistvu teorija, bom rekla, je spet eno, je zelo pomembna. Jaz vsakemu začetniku priporočam par knjig, ki si jih naj prebere, pa tečaj obvezno za začetnike. Praksa je pa spet nekaj druga. In ti rabiš oboje, rabiš teorijo, pa rabiš prakso. Teorija je osnova, na kateri potem gradiš praktične izkušnje. Ne? Je pa res, da ko ti prideš v čebeljak, pa praktično vidiš, je čist nekaj drugega kot pa v teoriji. In teorija ti ne more vsega povedati. Ne, narava nekako ne gre v predalčke čiste. Ne. Kakšen pa je bil potem odziv očeta, ko si mu povedala, da si se odločila za to čebelarstvo, da želiš nadaljevati njegovo pot? Bil je zelo vesel, zaradi tega, ker sploh v čebelarstvu je tako, da ogromno je v zadnjih letih opuščanja čebelarstva, sploh pri starejših ljudeh. Zdaj ogromno jih prodaja, potem pa nimajo naslednika. In tudi tu po Koroški regiji je dosti starejših čebelarjev, tudi na tržnici mi to povedo, ko nimajo naslednika. In tudi, ko so slišali, da pa jaz bom ostala, mislim, da bom se s tem ukvarjala, so bili presenečeni in veseli in so rekli, joj, Miran pa res ima srečo. No. Bi rekla, da je podobno kar v vseh kmetijskih panogah. Ja, vse posod je tako. Sej ti tudi sama veš, da se srečujemo v kmetijstvu za to problematiko, je kar pereča tema, da mladi se ne ostajajo doma. Ja, in kompleksen odgovor je tudi tukaj zadaj, ni samo enoznačen, ampak zajema res ves način življenja in vse, ne samo ekonomiko, ampak več od tega. Ja. Zakaj misliš, no, da se mladi težje odločijo za čebelarstvo?
Ja, tukaj so različni pogledi generacij, starejši in mladi. Tudi tukaj prihaja do težav. Potem so kakšni predpisi, in Ki ne olajšajo. Ki ne glih olajšajo. ponavadi, ja. za kakšne subvencije so zelo, sicer Čebelarska zveza se res trudi to poenostaviti, ampak z leti nasploh v kmetijstvu je težje. Zdaj pa tudi za čebelarstvo, tako od druge panoge v kmetijstvu, je zelo odvisno od vremena, od letine sezonske, in tukaj pa prihaja do veliko težav. Naprimer, se je zgodilo tudi 2 sezoni, da ni bilo pridelka, ali ga sploh ni bilo, ali pa bil zelo slab. Ti pa vseeno, tako smo že prej rekli, zaškropiva, da moraš čebele hraniti, zdravila, preglede delati, in tukaj pa potem pride do težave. Tisti, ki se odloči za čebelarstvo, mora vedeti, da tudi ko ti tisto sezono čebela ne da pridelka ali pa denarja, je to živo bitje, in za katerega pač moraš skrbeti. In čebelarstvo je tako, ali ga imaš rad, ali pa ga ne. nimaš. Ja. To se mi zdi, da je pa sploh taka posebna panoga, da če nimaš te žilce, ne bo šlo. Ne bo šlo. Se bojiš, da pri nas zmanjkuje znanja o čebelarstvu, da izginja? Ne bi toliko rekla, ker v zadnjem času se je zelo razvilo tudi na zvezi ta predavanja za ta tradicionalni slovenski zajtrk, izobraževanja v šolah in vrtcih. Tudi jaz sem vpeljana v to, hodim preko društva, sem članica Čebelarskega društva Malečnik, in hodim vsako leto na predavanja v šole, vrtce. Tudi prostovoljno grem včasih na kako srednjo šolo, če sem povabljena. Tako da tisti, ki ima željo, vedno dobi znanje. In tudi društva se trudimo, da vsak nov član ali pa vsak, ki se odloči, da bi čebelarjev, ima mentorja, da mu pomagamo, sploh na začetku, ko je res težko. Pa jaz bom rekla, da mogoče smo tudi ljudje postali, se bolj ozaveščamo o opraševalcih, ne samo o čebelah, o divjih, zakaj je pomembno, in da se že to malo bolj, jaz že v šolah in vrtcih vidim, da že otroci imajo ogromno znanja. Me presenetijo v pozitivni smeri včasih, z kakšnimi mnenji, vprašanji. Se mi zdi, da je tle Čebelarska zveza naredila nek korak. Tako sem jaz začutila kot zunanja opazovalka, da se res trudijo. Skupaj z društvi, seveda. Ja, je res. In jaz mislim, da res mora biti to pomembna, kako bi se izrazila, smer oziroma panoga, ki mora biti raziskana oziroma prepoznavna. Nasploh med opraševalci, ker vemo, da če ni čebel ali pa drugih divjih opraševalcev, če se bo nadaljevalo v to smer, da bo vedno manj opraševalcev, kar je, ne vem, če bo glih dobra zgodba. Ja, mislim, da se to ljudje čisto ne zavedajo, ker verjetno pač nimajo vsi toliko znanja, kaj bi rekla mi agronomi, kaj to pomeni za naravo rastline in na koncu za pridelek. In potem ne bo telih češenj pred nama na mizi. Ja, so ne v taki obliki, tako. No, pa če potem majčkeno poveževa tvojo zgodbo v neko preizkušnjo, ki se je dogajala 2 leti nazaj, če se ne motim. 2 leti, ja. Tako, oče je nenadno zbolel, in takrat si mogla ti pristopiti bolj. Kako se spomniš teh prvih dni, kaj je bilo? Ja, v bistvu bil je marec, ko se začne vse prebujati, počasi se začnejo delati tudi pregledi, res je šla skozi, mislim, drevesa je porezal, no, ampak potem se začne vse ostalo. No, in 8. marca je bil sprejet v Ljubljano v klinični center, da mu bojo presadili srce. Kar tako iz nič. Mislim, niste vedeli, da je kaj bolj bolan prej? Ali? Ja, imel je težave. Imel je že od 2020 srčni spodbujevalnik.
ampak je bilo potem ok. No, v decembra 2023, pa potem januarja 2024, pa je začel vedno bolj imeti težave z dihanjem in posledično. Bolj slabota, Ja. verjetno, ne? No, hodil je skoraj 2 meseca na preiskave, bil tudi v bolnici v Mariboru, pa nekako niso rekli, kaj bi lahko bilo, no, potem pa je bil sprejet v Ljubljano in tam so pa rekli, ja, presaditev srca. In To slišati je kar mal šok. ja, je kar bil šok. Potem pa še v bistvu, on je bil od tistega dne takoj v izolaciji. Nismo imeli več stikov prek telefona, ampak da bi ga pa videli v živo, ne, zaradi tega, ker to je zelo dolg proces. On je 1 mesec imel samo preiskav, če je sploh primeren kandidat za presaditev, kar pomeni, da je bil v popolni izolaciji. Ni smel sploh. Da je ostal zdrav, da Tako, ni bil v stiku z da ne pride. bakterijami Ja, in do tako okužb. virusi. Aha, Ja. okej. In potem smo se mi znašli čez noč Brez ta glavnega čebelarja pri hiši. V bistvu on je imel določene stvari popolnoma za sebe, oziroma sam je delal in kako zdaj se organizirati, ampak smo nekako prvo malo študirali, kako pristopiti. Mama me je tudi pogledala pa je rekla, vem, bila si z njim pri pregledih, sta delala skupaj, ampak bi vseeno prepolovili družine na 30. Da bi bilo lažje Da bi obvladljivo, bilo ne? lažje, tako. Pa sem rekla, da bom premislila. Potem pa sem rekla, ne morem tega narediti. Probala bom, zdaj bo, kaj bo. Zdaj, če jih polovico prodamo, ali pa če mi jih Bog ne daje, polovico propade, bom probala. Pogumno. Takrat je tudi me malo dvignil stavek soseda, ki ga zdaj več žal ni. On nam je ogromno pomagal tudi v sadjarstvu. In takrat je prišel k nama in je rekel, Karin, prav si se odločila, da boš vse obdržala, pač probaj. Ne? Včasih besede nekoga zunanjega tukaj zaležejo, da te pomirijo, kaj ne? Ja, sploh zato, ker jaz sem njega zelo cenila. In, To pa sploh potem. ja, in sem ga imela res za strokovnjaka v sadjarstvu in mi je to res dalo neki zagon. Tako da sem se potem odločila in šla v čebelnjak, začela delati preglede. Včasih, ko res nisem vedela, kaj pomeni, so v tisti sobi, ko je moj oče ležal, so bili tudi mlajši, ki so mu pomagali pri tehnologiji videoklica, da se je naučil. Super. In smo potem imela videoklice, sem mu snimala, kazala, smo se pogovarjala. Wow. Tako da je potem steklo vse skupaj, tudi prvo točenje. Je pa potekalo točno ne na dan. V petek je oče šel na operacijo, ki je trajala 8 ur pa pol, no v soboto smo pa mi točili. Torej, on je bil še takrat v umetni komi. Torej, Takrat ga ne bi mogla poklicati. Ne. Tako da smo z mamo potem popolnoma sami, oziroma smo še imeli pomoč. Brez njegove pomoči potem točile med sami. Vem, da tudi pol, ker smo v soboto in v nedeljo točile, v nedeljo je potem Jan odpeljal mamo na pregled, kot je to. Jaz sem pa vse panje mogla nazaj sate zdevati in sem čisto sama vse naredila. Še zdaj včasih pomislim, ko pogledam za nazaj, si rečem, kako mi je to uspelo. Premalo verjameš vase. Jaz pa sploh ne dvomim, da ti je. Pa tudi oče, po mojem, ni dvoma. Ne. Kaj je pa rekel, ko je prišel iz bolnice? Je šel pogledat čebele, ko je pač zmagal? Ja, prve 3 mesece je v bistvu bil še v izolaciji. Sicer je že prišel ven, ampak tako da tisto celo sezono, tudi ko smo selili čebele, sem imela popolnoma jase. In tudi seljenje čebel na Koroško je kar podvig. To je bilo verjetno najtežje, ne? Ja, sploh zato, ker nikoli nisem sodelovala tam zraven, res nikoli. To je oče imel. To je oče imel. Imel je tudi
določeno pomoč, čebelarje, ki so mu pomagali, Aha. zdaj pa sami. Torej, imela sem na razpolago Jana, ki se boji čebel, je Shit. ponosen na mene, ampak se boji čebel. Potem moža od moje sestre, ki se ne boji čebel, ampak ni še nikoli tudi bil tako vpleten v to. No in potem je še tisti gospod čebelar, ko je očetu pomagal, prišel. Ampak smo zrihtali tako ekstremno hitro, pa brez težav, da so bili tako Wow. super, uspelo vam je. Je bila tisto leto dobra letina? Na Ja, splošno? ja. Tudi dali smo potem cvetlični pa gozdni med na ocenjevanje, tako da smo dobili zlate na Agri, damo vsako leto na mednarodno ocenjevanje. Tako da je bilo super. No. Je bila to tudi potrditev, da si dobro delala, da si dobila zlato priznanje? Ja, je bil to en tak, mislim, za dušo res neka potrditev. Oziroma, ja. Prav, oče je pomagal prek videoklicev, mama je pomagala, še celo Jan je pomagal, pa sestrin mož tudi. Ja, tudi on sta takrat potem ona dva, ker v bistvu pri seljenju čebel mora biti moška roka, zaradi tudi fizičnega dela, tako. Potem, tako da tam, ko peljemo čebele, je doma moj stric in je pol še bratranec tudi tam. Pomagal. Ja, tako da smo uredili. No. Se je vaša družina povezala v tej preizkušnji? Jaz rečem, da vsaka taka preizkušnja te spremeni in družino še poveže. Pa mislim, da meni osebno je ta preizkušnja prinesla to, da se še bolj zavedam, kako smo menljivi, sploh družinski člani. In ko Pogrešljivi tudi, ne? Ja, in včasih, ko se za kakšno stvar, ker sem bolj človek, ki se sekira, ko pomislim, si potem rečem, kaj pa, če nas več ne bi bilo. In pa je tista skrb nekako nepomembna rata, ne? Ja. Zelo velikokrat, ja. Velikokrat je tako. Malo pozabimo v tem hitrem vsakdanu, kaj je pomembno, tiste družinske vezi, pa pač najbližji ljudje. Ja, res je. Oče je danes boljše, ne? Zdaj skupaj čebelarca? Ja. Si zdaj drugače razdelita delo? Ja, oče je zdaj boljše. In skupaj zdaj peljemo to zgodbo naprej. Je lažje, zato ker zdaj imam res več znanja. Takrat sem se vrgla v vodo in sem Si bila vržena v vodo. In zdaj je tudi najina komunikacija drugačna, bolj poglobljena. Bolj komuniciramo na način, da tudi jaz kaj predlagam, rečem, kaj pa če bi to tako, pa mogoče tudi on kaj novega ugotovi v mojem predlogu, pa probamo. In zdaj več že imam tudi svoje čebele in samostojno delam z njimi, tako da si razporedimo na tak način, da vsak polovico naredi in smo potem hitreje konec. Da ste lahko še malo frej in se malo podružite. Ali pa za druge stvari ostane čas. Kaj te pri čebelah najbolj fascinira še vedno? Njihova organiziranost in povezanost, da v bistvu delajo vsaka zase, ampak kot družina so pa eno, za skupno dobro. In to je tisto, ko pogledaš v panj, ko vzameš sad ven in ko jih opazuješ, kako se premikajo, je res nekaj meni fascinantnega. In veliko ljudi reče, mene osebno čebele pomirijo. In tudi z očetom sva se zadnjič pogovarjala, pa je rekel, kako mene pri čebelnjaku vse pomiri. In sem rekla, ja, mene tudi, res, ko imaš polno glavo, pa greš med njih. Takrat padeš res v njihov svet in si tam z njimi. Pozabiš na svojega, ne? Ja, in jih gledaš, opazuješ in je res nekaj drugačnega. Marsikdo bi rekel, joj, njihov vrvež te pomiri, res, joj, ne, ker dosti ljudi postane paničnih. Ampak meni pa je to res nekaj
Nikoli nisem na tak način razmišljala, koliko jih je v bistvu v enem panju, pa se ne butajo druga v drugo, točno vejo, kam kjera gre. Ja. Tako vse tekoče zgleda. Ja, v bistvu v enem panju jih je od 50 do 60 tisoč Wow. in so kar številčne. Meni je največji izziv, pa tudi podvig, pa to najrajše tudi delam, iskati matico. Mi dva nimamo vseh matic označenih. In potem tudi oče večkrat mene pokliče, joj, Karin, pridi mi matico najti v tem panju, ali pa če slučajno pride do kakšne napake, da dava matico v medišče, da ni v plodišču. No, potem jo moramo najti, ne. In to sem se z leti zdaj že zverzirala in jo takoj najdeš? z opazovanjem in nekako mi uspe res kar hitro najti, no. Se pravi, kar nekako veš, kaj ona počne in kako se premika. Ja, sicer je tako, da včasih tudi zakrivajo, Ščitijo, ne? ščitijo in moraš res včasih imeti ostro oko ali pa si vzeti čas, pa res mirno. Moraš imeti občutek za to, se mi zdi. Ja, Je pa malo večje od ostalih čebel delati. ja, je drugačna, večja, tudi barvita, manj kosmata, ima Aha, drugačno okej. strukturo telesa. Ja. Kako je pa označite, ker si rekla, da imate označene? Ja, zdaj, če kupimo matico od zrediteljev, je že označena z barvo tistega leta, ne vem, mislim, da je letos, oziroma lansko sezono je bila Okej. modra, če se ne motim, da je lažje. Kje pa je potem modra? Takšno piko ima. Aha, na hrbtu. Ja, med malo bolj pri krilih. tako, malo bolj zgoraj. Aha, Zgornjem delu trupa, drugače pa z kakšnimi flomastri, trakci. in to ne gre dol. Čez čas gre, mislim, da flomaster hitreje gre. Tako pravi, mi dva doma, ko iz teh matičnikov naredimo matice, jih ponavadi ne označimo. Če pa jih kupiva, pa seveda morajo biti označene tisti, ki prodajajo. Wow, to pa nisem vedela, kako imamo vse živali označene, tudi čebele, noro. Ja. No, pa ko smo že malo zakorakali v delo s čebelami, za nas, ki nismo čebelarji, poveš malo več, kako v bistvu poteka delo s čebelami skozi leto. Ja. Eni mislijo, da je čebelarjenje sezonsko, pa ni, je čez celo leto. Zdaj, po zimi, ko ne mirujejo, moraš ti prodati med, da dobiš za zdravila, za potem Naslednjo hrano, sezono tako pač za denar, naslednjo ja. sezono. No, spomladi, tam konec marca, april, odvisno od vremena, vsako leto drugače, pa se začnejo pregledi. Najprej pri prvih pregledih pregledamo stanje, ali je šibka družina, ali je močna družina, Kako to ločite? po številčnosti čebel, pa na koliko satih je zalega. Aha, že Ja, narejena. da je mlada zalega, tiste satne celice, ki so zaležene, torej na koliko satih je. In pol vidimo, ne vem, če so 3-4 sati v 10 satarjev, vemo, da je šibka. Če jih je 6-7, je že močna, lahko širimo. Torej, potem še gre, iz katere strani se začne družina razvijati, in potem na drugo stran, ko ni še razvita, ko še je v satnih celicah med, potem malo širimo, oziroma kakšna osnova satna, potem širimo. Se pravi, zamenjate v bistvu satnice. Ja, da se še na drugo stran družina razvije. No, pri naslednjih pregledih pa pregledujemo, če je dovolj razvita družina, mi dva imamo tako, da prelagamo, kar pomeni, da dajeva v medišče 2 zalegi, iz medišča pa 2 sata, oziroma tudi to ne, včasih damo satno osnovo v plodišče, da ima družina čas se še bolj razviti. Da sem je že malo zgubila, ampak zdaj, da ne bomo šli v podrobnosti, da ne bo za katerega poslušalca preveč. Zame je že skoraj, ampak približno si predstavljam. No, potem na naslednji pregledi pa bolj hitro gremo skozi, da preprečimo rojenje. To je pa tisto, ko čebele grejo iz panja,
Da bodo ustvarili si novo družinico. Tako nastaneta dve matici, ker v dobenem panju ne smeta Meni biti se je dve pa zdelo matici. to najtežje del čebelarjenja, vedeti, kdaj bodo rojile, pa jih uloviti, preden pobegnejo. Ja, tu pa moramo biti striktni, da uničujemo te matičnike. Zdaj, včasih je zelo težko, zato ker se nam včasih kateri izmuzne in potem pač imamo roj. Ampak tudi roj je včasih dobrodošel, zato ker potem naredimo rezervne družine. Se pravi, ko pobegne ven, je že pozno, že prej ustavite to. Že prej. Tisto je že roj, tisto je že prepozno. Prej ostavimo. Ko pa je roj, pa včasih z roja naredimo novo rezervno družino in imamo pol za naslednjo leto. Kar je pa tudi odlično, ker včasih skozi leto katera družina zaradi varoja kar težava med boleznimi. To morate tudi ves čas paziti, to bolezen varoja skozi Ja, v leto. bistvu bolezen zajedavec je, ki Zajedalec, ja, točno je. parazit, ki uničuje. Prav na čebelo se naseli, Ja, ne? In jo moti, ne? ja, ne, Ali- pije ji tisto limfo, ja. Aha, okej. Ja. To je včasih ni bilo, ne? To je prišlo k nam v Slovenijo v Ja. 80-ih, ali kako že? Ne, pozabila sem. Ja, jaz točno obdobja ne vem, ampak ja, k nam je prišlo in tudi zdaj, pred 2 letoma, sem glih poslušala en video zadnjič, da je nova različica te varoje, ki še še to. hitrejša, ki še ima več osebkov in še bolj. Se to pa je pri vseh boleznih, da grejo kar nekako naprej se razvijajo in ratajo bolj trdovratne Ja, in bolj odporne. Koliko pa je čebelar odvisen od vremena? zelo. Kako Res. vsak kmet, ne? Ja, v bistvu je vse povezano. Ne? In zdaj v tem letu že se pozna na cvetličjem medu, ker je bila res hladna spomlad. In mi rečemo, da ni tako medilo, in čebele tudi niso mogle dolgo ne izletati. In zaradi tega je tudi cvetličnega medu manj, vse mi smo ga dobili manj. Čeprav imamo močne čebele, čebelje družine, ampak se pozna. In zdaj, ko so takšne spremembe vremenske, je kar izziv za čebelarjenje. In tudi potem to vpliva na kakšne okužbe in še slabše stanje družine. Je pa verjetno en izmed najlepših dni točenje medu, letos ste ga že točili, če Ja. sem prav razumela, ne? Ja, točenje medu, zaradi tega, ker to je meni res en tak dogodek, no. Prijetno je, ko vidiš, kak tisti med iz točila. To je v bistvu žetev čebelarja. Ja. In potem, ko to pretočimo v večje sode, je res užitek, ko vidiš, koliko si dobil meda. Jaz bom rekla, da letos je manj, ampak smo vseeno bili zelo veseli, ker smo pričakovali še manj. Tako da nas je v bistvu v pozitivu presenetilo. Pa to v bistvu točite na Koroškem? Ne, za cvetlični akacijev med tukaj. Spomladi še? Ja. Zdaj predvidevamo, da akacijo bomo točili junija, začetku junija, potem pa jih odpeljemo na pašo, na Koroško, kjer pa potem pridobivamo gozdni in hojev med. Ki pa je malo kasneje verjetno tudi gor. Ja, pa res tam imamo čebele na taki pečini, v neposredni bližini gozda, res je tako, je razgled čudovit. In tam je čudovita paša, ker ne gre se samo, da pelješ čebele na pašo, ampak mora biti tudi kvalitetna paša. Ne samo, da dobiš različne vrste medu, ampak da imaš kvaliteto. To je dobro. Ja. In to tam je na tej lokaciji. Ja, res je. Kako pa ločiš kvaliteto, oziroma kaj to pomeni dobra kvaliteta, slaba kvaliteta? Ja, to pa se meri v medu prevodnost, potem vode, koliko je. Vsako leto damo tudi na ocenjevanje. In to ocenjevanje ni samo senzorično, ampak je tudi analiza kemična? Ni prav, ampak to prevodnost pa vsebnost vode potem ocenijo. Wow. Koliko malo vem o medu. Pa sem mislila, da kaj vem. Moj oče je bil čebelar, ko je bil mlad, ampak po kaj imel mene, ni imel več časa. Ja, res za čebelarstvo
moraš imeti željo in pa čas. Ja. Čas je zelo pomemben. Bi rekla, tudi vsak dan verjetno greste malo pogledati ali kako. Ja, oče je glede tega res strikten. On en čas je imel tudi klop pred čebelnjakom in je še si jih sedel in jih opazoval. Ampak res on gre vsak dan. So se potem vsak dan pelje na Koroško? Ne, na Koroškem ne, tukaj Ne, jih imamo. tukaj, Poleti, ko so pa na Koroškem, tam pokliče bratranca, Aha, bratranec. da Okej. gre malo preverjati, drugače pa tudi midva greva pregledati tam. Mislim, delama preglede na Koroškem. Se peljemo enkrat tedensko in pol naredimo Je pa na pregled. nek način teže, če je oddaljena lokacija. Pač majčkeno več skrbi imaš najbrž. Res je, težje je še mogoče za tiste, ko si morajo potem tudi, ko je na samem, ko nimajo nobene hiše zraven ali koga, ki bi vse malo pogledal in se potem tudi dogajajo, da ljudje ropajo in A tudi to, Tudi ne to se samo dogaja. medvedek iz Ne, risanke. ne, ne. Tudi ljudje počnejo. So imeli Prekmurje težave s tem, tako da te Ne zadeve. morem verjeti, jaz si ne bi upala. Jaz pa Ja. Jan ne bova Ne. kradla medu. Ne. Ali drži, da ne smemo medu dati v čaj vroč? To Ja. nam nekako... Ja? Ja, res je. Saj s tem izničimo vse pozitivne lastnosti medu, za kar je pač med super živilo in je zato tudi toliko cenjen. Jaz se malo pošalim pa rečem, če kdo res v prevoroč ali pa ne vem, presegreva med, na to sem jaz zelo občutljiva, rečem, pol škoda kupiti med, boljše pol sladkor. Mislim, res škoda denarja, ker med je res za mene nekaj posebnega in ga tudi cenim. In Se pravi, to mora biti že tako malo mlačen med. malo ko daš- mlačen. Mislim, čaj, ko daš med notri. Ja, čaj, ja. Mlačen čaj. No. Mogoče še tistim poslušalcem, ki ne vem, poveva, to med kristalizira, se pravi, uno, ki je trd, ni nič slabši za to, ne? Ne, v bistvu to je pokazatelj, da je med pravi in pristen. Večkrat je veljalo, sicer zdaj tega vedno manj, ampak sem imela primere, ko so ljudje mislili, da če kristalizira, med ni pravi, je umeten. Ampak je ravno obratno. Je ne? ravno obratno. Umeten ne bo Nikoli ne kristaliziral. kristalizira. Tudi hitrost kristalizacije, seveda, pri različnih vrstah medu različna. To je potem v količini glukoze, fruktoze, vsebnosti. Ampak načeloma med, ki nikoli ne kristalizira, pol je nekaj z njim narobe, ali pa je na neki temperaturi, da se ne more. Ne? In ta kristaliziran med jaz ponovadi dam v toplo vodo ga, piskar tople vode, spet ne prevročo, ne? Do 40 stopinj. Ja, in notri dam, da se počasi raztaplja, pa parkrat zamenjam vodo. In tu pravi postopek? Ja, ja. Ker spet ne smemo v ful vročo vodo dati. Ne. Je pa to način, da se zaščiti in v bistvu med nima roka uporabe, ne? Mislim, v naravi. Ja, Ali ima? zdaj načeloma uradno med ima rok Uradno uporabe, mora zato imeti? ker se čez čas oziroma čez leta razvijajo določene sestavine, ki so škodljive. Zdaj Ampak če- to govorimo Ja, nekaj let. ja, ne? ampak tudi zdaj akacija si znamo predstavljati, je svetla in če jo damo da jo imamo na soncu ali pa Na svetlem. na oknu za okras, ne vem, dobimo kozarček, pa ga imamo na oknu. Neki polički, in bo potem čez 3-4 leta akacija tako temna kot gozdni med. Se pravi, se je spremenila Ja, sestava. zato taki med ni dobro uživati. Če pa je nekje na temnem prostoru, pa jaz rečem, da nima zdaj karkoli biti, ampak moramo upoštevati zakone, se tega držimo, ampak tako so, kje v Egiptu so našli med. Ful star, ja. no vse to mislim, da sem nekje slišala. Tako da, med je zelo obstojen. Narava zna to bolj poskrbeti, kot mi. Koliko Ja. enih kemikalij bi mogli zraven kakšnega živila dati, pa nam to ne bi uspelo. Res je, ne bi mogli ustvariti tega. Prej si omenjala, da v okviru društva sodeluješ tudi z otroki pa šolami. Se ti zdi pomembno, da otroke učimo o čebelah? Ja, tako kot sva se že prej na to temo,
Ja, res se mi zdi pomembno, da jih učimo že male, da potem znajo opazovati naravo, čebele, divje opraševalce in da v tej digitalni dobi se malo odmaknejo pa začnejo opazovati. Ja, opazovati. Ja. ja. Kaj te najpogosteje vprašajo, kakšno vprašanje imajo otroci? Ja, v zadnjem času sem imela vprašanje, kar me je presenetilo, da v to smer razmišljajo, da če čebela res umre, ko piči. Ne? In mi je bilo res zanimivo vprašanje, da pridejo do takšnega razmišljanja in sem takrat videla, da so že na dobri poti, no, da že znajo malo v biologijo čebele že. Nas so tudi tu malo naučili. Ja. Pa je to res, ne? Ja, res je. Pa tudi, ne vem, ko sem šla prvič v vrtec, sem si naredila tak PowerPoint, pa sem napisala, kaj nabirajo čebele. Pa sem pri vrtčevskih otrokih pričakovala, da bodo rekli med, pa bi jih podučila, da to ni tako, da nabirajo nektar in mano. In pol so me presenetili, čista mala skupina, so rekli nektar. Tle bi še jaz padla, po mojem, čist nektar. In me je res, in potem sem šla čez 2 dni v šolo in sem rekla, drugačen PowerPoint, že moramo iti na mano, da jim razložim, kaj je mana, pa da se o tem pogovarjamo. In me res pozitivno. Seveda je razlika potem podeželski vrtci, pa Je, ne? ja, mestni. Lepo, da še razmišljajo. Jaz mislim, da jih tudi te knjigice naučijo take stvari. Ja. Opazim, da so take zgodbice ponovadi v teh malih knjigicah za otroke. Ja, tudi zveza, mislim, da je par teh brošur naredila, Mislim, da res, ja. priročnikov, ja, da se že to razvija. Se ti zdi, da družba dovolj ceni delo kmetov in čebelarjev? To pa je nasplošno tudi tako aktualna tema, Zelo. da ne. Bi jaz rekla, zato ker ljudje dejansko, oni vidijo samo končni pridelek in izdelek. Čeprav bom rekla za svoje stranke, da večkrat v zadnjem času dobimo, vemo, zakaj je taka cena, zaradi tega, ker se morate res truditi, pa se soočate z izzivi. Ampak še vedno pa včasih kdo pride pa reče, na primer zdaj, ko so aktualne češnje, zakaj pa je takšna cena češenj, če pa drevo posadiš pa pobereš. Ne? Wow. Ja, smo že imeli tak primer in potem jaz sprejmem to kritiko in jim razložim, da Potrošnike Češnjo, moramo ja, kmetje kar ja. učiti malo sproti. ja, In če poslušajo, smo že zmagali. res je, mogoče bodo začeli razmišljati v tej smeri. Ne vem, pri češnjah, da se od malega veje tudi opognejo, povežejo, da se naredi lepa krošnja in to je ogromno časa in res. Se to samo od sebe zelo težko vse ugotoviš, če ti nekdo ne pokaže in Res ne je. pove, kako moraš opazovati naravo. Res je, zato pa moramo biti kot družba, tudi če ni to naša stroka, ne na prvo žogo obtožujoče, ampak mogoče vprašati, zakaj pa je taka ali pa. Jaz v bistvu ne razumem čisto točno, zakaj tega ni, ker vsak ima neko stroko in ve, kako je pri njemu. Saj to lahko kopiraš na vsako panogo. Jaz ne vem, nisem električar, ne bom pametna, mislim, tle sploh ne. Tako da bi malo drugega bolj poslušali, sploh tisti, ki imajo ful znanja na nekem področju. Ja, res je. Tako kot sem prej rekla, da bi bilo tisto, da prvo vprašaš, pa rečeš, zdaj razumem, zakaj pa je takšna cena. Jaz imam ful rada, da se začnejo pogovarjati z mano, da lahko jim povem, ker če poslušajo, jim vsaj lahko razložiš, pa tudi če se v tistem trenutku ne strinjajo, mogoče malo premeljajo doma. Ampak opažam, da tudi jaz, ko prodajam stvari, pridelke iz kmetije, da tisti, ki kupujejo doma na kmetijah, tisti cenijo, drugačni ti ne bi prišli kupiti neki domov na vrata. In velikokrat se mi zdi, so to ljudje, ki so vsaj v otroštvu ali pa prej nazaj na neki kmetiji bili ali pa so bili vsaj malo v stiku s podeželjem. Ja, tudi zdaj, glede na to, kaj se dogaja
po trgovinah ali pa slabša kvaliteta hrane, ki prihaja iz tujine. Pa ful umika hrane. Umika hrane iz tujine, že to spodbuja ljudi, da da grejo na tržnico ali pa na dom, da posegajo po lokalni. Sploh v tem obdobju zdaj se mi zdi, da je to kar precej aktualna tematika ratala. Ja, kar je dobro. Ja, mislim, dobro je, da se malo osveščajo pač kupci. Ja. No, pa da greva še malo na tvoj liofiliziran med. Ja. Se pravi, v jeseni lansko leto si bila ena izmed tekmovalk na izboru inovativnega mladega kmeta, ki ga organizira Zveza slovenske podeželske mladine s pomočjo KGZS-ja. In tam sva se tudi midve spoznale. Zdaj pa mogoče najprej poveš, kako se je rodila ta ideja o liofiliziranem medu. Kako smo mi to, jaz sem bila v strokovni komisiji, slišali, kaj je to. Nam ni bilo jasen, ampak si nam potem ful lepo razložila. Ja. V bistvu liofilizacija je v zadnjih letih zelo postala popularna. Predvsem pri sadju se je to sadju, začelo. Ja, zdaj je že liofiliziran sladoled. Ja, sem ga že jedla, zelo dober, priporočam. No, in Ne stopi se v avtu. aha, no, super, nisem še ga moram ga poskusiti. Tako da. Ampak ja, in tukaj sem jaz začela razmišljati, kaj bi jaz lahko liofilizirala še. In potem med. Seveda imamo med doma. Kaj pa drugega? In potem sem pisala dvema mladima. Na nek način z njim smo v enem daljnem sorodstvu. Mislim, očeta sta bratranca, Dejanom in Tino sem potem stopila v kontakt, ki ustvarjata pod imenom Lio in sta tu proti Koroški gor. In res sta tudi takšna strčni osebi in rada predajata svoje znanje in res imata čudovite izdelke. In one dva liofilizirata drugače ostale stvari. Liofilizirata sadje, imata svoje podjetje. No in sem napisala njemu, če sta že kdaj probala liofilizirati med. Pa je rekel, da še ne, da sta nekaj razmišljala. Pa če bi bila za to, da naš med probata. Pa sem rekla, da seveda, da bi jaz sodelovala, da bom malo raziskala, zakaj bi se to uporabljalo. No, smo bila v kontaktu, pa smo pregledovala te zadeve. No, potem pa glih v tistem času je mene kmetijski zavod tukaj v Mariboru predlagal, kontaktirala me svetovalka Vanessa in me je predlagala, če bi bila zainteresirana za ta projekt IMK. In na začetku sem bila tako, ne bi. Potem pa sem se spomnila ta liofiliziran med, to je res inovativno. In sem rekla, ja, da imam eno idejo, da sicer še nismo probali, sploh ne vem, ampak da imam idejo. In je rekla, v redu, se slišimo potem junija, ko se začne prijava in vse. No in takrat smo mi potem v mesecu marcu, aprilu začeli s poskusi. Smo dobili ta prah, liofiliziran med. Ampak ne v prvem poskusu, ne? V bistvu v prvem poskusu smo dobili en približek. Aha, ok. No, in potem kasneje se je stvar malo zakomplicirala. Aha, v redu. No, in potem sem jaz bila tako, super, to bomo probali. V redu. No in potem smo temu prijavili vse. In po podatkih bi vi v komisiji morali priti okoli avgusta. No in Dejan in Tina sta v tistem času julija šla na dopust. Jaz prototipa več imela nisem. Aha. In takrat mene pokliče vi iz komisije, da en teden pridete k meni. Kaj narediti? Se spomnim, da ga nisi imela, da te je skrbelo. Ja, in takrat ste mi rekli, Martin, mislim, da je Martin, da ok, v redu, da boste vseeno prišli. Ampak jaz sem rekla ne. Ne bi bilo isto, res ne. Ne bi bilo isto, jaz ne morem. Nekaj bom zorganizirala in potem sem vključila svojo bivšo fakulteto. Sem prosila za pomoč.
Oni so glih kupili liofilizator in so bili pripravljeni mi pomagati oziroma narediti preizkuse. Jaz sem šla tja, imela sem recepturo, smo probavali, prvo ni uspelo, potem so nekaj izboljšave naredili. Tako da takrat, ko ste vi prišli, Je bil. dan prej, Je bil ja, liofiliziran med. je bil dan prej, Aha. so me poklicali, so rekli, zadnji poskus ni uspel, sem kaj vseeno pridem po izdelke, da vidim. Sem se peljala, ampak sem potem To je bilo pa stresno. uspela dostaviti svoj prvi prototip in potem smo pa nadaljevali z njima, z podjetjem Lio, da sta mi pol nadaljne. Kako izgleda ta liofiliziran med, če malo opišeš? Če malo opišem, ja. Njegovo uporabo morda. Mi smo tu prvič, ko smo prebrali, zakaj bi to rabil človek. Ja. Ampak se ti pa razjasne, kaj ti to poveš. Ja, v bistvu tu bi opozorila, da moja ideja nikakor ni bila izboljšati med, zato ker meda se ne da izboljšati. Tu je šlo za eno idejo, oziroma kaj se še lahko naredi, kaj še lahko dobimo. Kako izgleda, je v bistvu čist bel prah, oziroma tako kremno kot vanilja. In v bistvu, ko daš ta prah v usta, rahlo kot pokalica začne delovati in se spremeni tekstura v lepljivost. Ker vemo, da liofilizirano sadje, ko pride v kontakt z vodo, gre nazaj v prvotno stanje. Isto je pri medu. Tako da je zelo zanimiva tekstura. In ta prahec se lahko uporablja namesto sladkorja v mlačen čaj, ali pa še bolj zainteresirana bi lahko bila tukaj molekularna kuhinja, ali pa kakšni bolj prestižni kafiči, ko želijo ponujati neko drugačnost. No. Lih to me je navdušilo, ker ni lepljiv in je ful lažje dozirati. Ker se mi zdi, da se velikrat med zgubi po tistih žličkah, šalčkah. Pa te posodice, ta plastika meni ni všeč, te male posodice, ki je noter malo medu. Se mi zdi pač ful netrajnostno in neokoljsko. To je pa v bistvu steklenen kozarček, vzameš žličko, tako kot bi sladkor vzel. Ja, res je. Pa v bistvu v teh plastičnih ali pa med v navadnem stanju težko celoti uporabimo v čaj. Zato, ker Ne gre ven, ne gre. Ful je Tukaj neke pa samo potrate. suješ. Ja. In je Super. drugačno. Izdeluješ zdaj liofiliziran med? Tukaj je težava, da je zelo drag postopek. In je cena pač in drugače, visoka. ja, cena tudi visoka. In drugače bi bilo, če bi res ja šla v količino in mogoče imela svoj liofilizator. Mogoče kdaj, trenutno nisem šla v tako Nabavo. veliko smer, da bi to. Imam nekaj doma zadev, bomo še delali skupaj z njima, ampak ni pa to zdaj tako velika zgodba. Se tudi pač liofilizirano sadje, pač to je res višja cena. Je božansko dobro, ampak je bolj za pocrkljati se, ne pa za vsak dan na mizo. Ja, res. No, na tem izboru smo se spoznali, tako kot sem prej omenila. Jaz sem bila prostovoljka, pa tudi v komisiji. Ta projekt sem delala zdaj že drugič in mi je res ful lep projekt, ki lahko pomagaš mladim kmetom in kmeticam pri prepoznavnosti njihove ideje. In res srce dam v ta izbor in v to, da širim nekaj dobrega v kmetijstvu. Povej mi, kako si pa ti ta izbor doživljala? Ja, meni je ta izbor res bil nekaj posebnega. Povrnil mi je ogromno samozavesti, ker sem v tistem obdobju zaradi težkih situacij kar nekaj samozavesti izgubila. In mi je res bila to ena tak ponoven zagon, bom rekla. Drugače pa projekt sam po sebi je bil res srčen, zato ker ni zbujal tekmovalnosti med tekmovalci oziroma izbranimi. In smo si res lahko predajali znanje, izkušnje. Jaz, ko smo bili na Agri, ko smo se predstavljali, jaz sem bila nad vsako zgodbo res iskreno navdušena. Meni je vsaka zgodba bila nekaj posebnega. In tudi na koncu izbor se mi zdi, da smo vsi imeli pozornost
vsi smo dobili priznanje in res sem privoščila zmagovalcu. Na neki točki pa tudi vsak je lahko to zgodbo in prepoznavnost peljal dalje in imel pozornost tudi medijev. Ravno to je poanta izbora, res, da zmagovalec dobi še več pozornosti, ampak tudi ostali tekmovalci se mi zdi, da dobijo kar precej prepoznavnosti in lahko iz tega speleš potem naprej nekaj več za svojo kmetijo, nek nov korak. Pa tudi hkrati z drugimi tekmovalci si nekako nek pogled na svet, na svoje delo, na podjetništvo, kmetijstvo predaš. Ja, res. Tvoja boljša polovica, Jan Mohič, prihaja iz mestnega okolja, danes pa živi na kmetiji. Kako se je znašel med čebelami? Jan je v mestu bil, mislim, je živel v mestu in on je že od nekdaj govoril, da želi imeti punco oziroma partnerko iz podeželja, ker mu je to okolje zelo všeč. No, tako da jo je našel in zdaj živi pri nas. In mu najbrž paše, mislim, je zadovoljen. Ja, on je res zelo navdušen in nam tudi z veseljem pomaga in nam je veliko oporo, no. Kaj pa poreče na to, da ima partnerko čebelarko? Ja, kot sem že prej omenila, se on boji čebel, ampak zelo rad pa ima med in tudi nam pomaga pri točenju včasih. Ampak ja, kaj poreče na to? Glih zadnjič je bila ena takšna situacija, je bil pri prijatelju in je njegova mama rekla, ko se je predstavil, je rekla, ti si pa Jan, ki ima za punco čebelarko. Pa mene tudi ne poznajo, tako da mi je bilo to res zanimivo. Da si je to zapomnil. Ja. Omenila si, da si članica čebelarskega društva Malečnik. Kaj ti pomeni ta povezanost z društvom in drugimi čebelarji? Ja, pomeni mi to, da si predajamo znanje. Smo res malo društvo, ampak smo povezani kot ena družina. In to je tisti čar, da si med sabo povemo izkušnje, se podružimo, si izmenjamo ideje. Tudi člani društva so mi pomagali, takrat, ko je oče bil v bolnici, so ponudili pomoč. Tako da mi ogromno pomeni, da sem član, pa da lahko tudi pridobivamo nove člane in jih usmerjamo na pravo pot. A je še kakšna ženska čebelarka v društvu, ali predvsem mlada, tako kot ti? Ženske so v društvu, ampak najmlajša sem pa jaz. Imamo še enega člana, ki je, mislim, da leto dni starejši od mene. Midva sva najmlajša. Drugače so pa predvsem starejša populacija. Tukaj je nekako za vso kmetijstvo kar precej tipično. Pa imaš kaj prostega časa poleg službe in pa čebelarjenja in zelenjadarstva? Kako ga preživiš? Nekako se mi zdi, da kar v naravi, kaj ne? Ja, res je. Obožujem hoditi na sprehode. In tudi, če sem utrujena, tudi zadnjič, ko smo cel dan točili, praktično skoraj do teme, pa sem bila cel dan na nogah, sem mogla iti za tiste svoje pol ure na sprehod psom. In mi to res pomeni, tudi če sem fizično tako utrujena, ko grem na sprehod, se nekako napolnim. Poleg tega pa zelo rada tudi pečem. Tako tukaj se je razvila moja zgodba peke medenjakov, pa zelo rada pečem tudi torte. Kdaj si spekla prvo torto? Kakšna je bila in pa za kakšna priložnost? Ja, svojo prvo torto, bila je češnjeva, sem spekla pri 12 letih. Iz enega firca, zaradi tega, ker je bil čas češenj. In sem se še želela preizkusiti v peki torte, tako da mi je dobro uspelo. Bila je sicer zelo preprosta, zdaj, če pečem torte, že naredim večplastne in malo z različnimi kremami, ampak ja. Si tole ti spekla, kaj imava tle na mizi? Nekaj ja, torej medenjaki so absolutno moji. Breskve niso še zrele, sadež, so kar slaščica? So domače, ampak to ni moj proizvod, ja. Še mogoče za konec dve vprašanji. Karin, kakšni so tvoji cilji za prihodnost? Ja, zdaj
če čisto tako povem, cilji morajo priti tako spontano. Jaz želim peljati to zgodbo naprej. Absolutno verjamem, da vsako leto so novi izzivi, pozitivni tudi izzivi in neke novitete. Naprimer, v tem letu, če lahko povem, nisem pričakovala, da bom gostja podcasta in je prišel podcast in je nek nov izziv in nek navdih. Bom pa rekla, da grem po svoji poti in želim še naprej, to je moj cilj, da sem čim bolj srčna in da delam res to, kar me veseli, pa kjer se začutim. Tle sva se tudi midve začutila, tudi jaz nekako podobno mislim o življenju. Nikoli ne veš, kam te bo pripeljalo in moraš biti nekako dovzeten na pot, ki se ti odpira, ne pa tisto pot zaraščeno sekati preveč, kamor nekako ne gre. In če bi me nekdo vprašal 5 let nazaj, če bom kdaj vodila podcast, mi tudi na misel ne bi prišlo, verjetno še vedela nisem, kaj to je. Ja, res. Kaj se po tvojem mnenju lahko ljudje naučijo od čebel? Tisto, kar smo prej omenili, organiziranost in povezanost. Da v bistvu družina je med sabo tako povezana in noter je okoli 50,000 osebkov. In če bi ljudje bili bolj enotni in povezani, bi bilo to zelo boljše. Lepše življenje. Lepše življenje. In deva tudi pri tej misli zaključiti. Poslušalcem želim, da se čim lepše razumejo v svoji družini, potrošnikom želim, da čim bolj poslušajo nas kmete, koliko se trudimo za njih. Karin, hvala ti za ta pogovor. Hvala tebi, Mateja, da si me povabila kot gostjo, zelo sem uživala. Tudi meni je bilo luštno, poslušalci pa škoda, ka ne vidite tega razgleda, pridite kdaj pogledati na tale hrib nad Malečnikom. Poslušali ste podcast Mladost na kmetiji, z vami sem bila Mateja Koper in se poslušamo naslednjič.